Močnejši mediji, posebej tisti, ki naborijo vsak dan pol milijona ljudi, recimo, kar je četrtina prebivalstva, vsak dan, tam se seveda tudi odgovornost bistveno poveča. Seveda, treba pa predvsem razmisliti, kako ta začarni krog presekati in če smo, recimo, če takole zbirka takih medijev lahko kaj naredi v to smer, to je pa seveda vprašanje. Ja, mediji seveda avtor vsega dobro ne zna, kako že je, ampak res pa je, da predvsem formirajo posredno verovanje v družbi. Namreč praktično vse, kar vemo skozi medije. Relativno zelo majhno število dogodkov ali pa stvari smo mi sami priča, pa smo doživeli ali pa poznamo nekoga, ki bi delal. Večino, če nas zanima, kaj se kaj zgodi, pritisnemo na gumb in medija, pa preberemo, iz njega črpamo poglede, kaj se dogaja in kaj se ne dogaja. In z tega stališča, tudi če bi govoril o kakšnih družbenih patologijah, povezanih, kot rečeno, z javnim mnenjem, to so pravzaprav posledica medijskih reprezentacij. Namreč, če gledamo na fenomen strank, kjer stranka več kot 10% glasoma, če 14 dni pa praktično nič več, je to pravno zanimivo. Zanimivo, kako je to možno, v družbi. In stvar je izvira, po mojem, seveda iz tega, da današnjo realnost, politično, družbeno, mediji vladajoči, treba govoriti, mislim, vladajoči, kot je nekaj, ki imajo dnevni vpliv, v 100 000, če slikajo družbo kot nekaj popolnoma koruptivnega, ko je beseda korupcija postane tako enostavna, najbolj, ko nekdo ustanovi stranko poveda, da je novo stališče ničelna tolerancija do korupcije, to je jasno, da se prazno. Konec koncev, beseda, že če bi vzel en konkreten primer, v katerem koruptiva na nekaj, po moje, 10 ljudi različne pogleda, koruptiva na nekaj, korupcija. V taki situaciji nastane družbena klima, pravzaprav iskanja mesija, iskanja nekoga, ki bo zdaj rešil, ki bo naredil potezo, ki drugi ne more. In kot tak je potem popolnoma vseeno. Imamo spet nov fenomen. Ko se recimo takemu kandidatu nameri 30 poslancev, in ljudje, ki glasujejo za njega, pa nobenega ne poznajo teh 30 poslancev, ki je. In so skratka že vsi za to. Skratka, ko imamo situacijo, ko se sklepa, da tako, kar je vodja, bodo vsi njegovi, ki se lahko pišejo čez prosto, je že pravzaprav posledica medijske reprezentacije. Namreč, konec koncev, če vzamemo leto 90. Leta 90 se niso ustavljale stranke, recimo Franceta Bučarja ali pa, se pravi, Lojzeta Petroleta, Lojzeta Pučnika, nikomu bi slomila na Kučana. Nikomu ne niso ni padali v tistem času, da bi neko ime postavil. Ker je bilo seveda nekako v tistem razmišljanju globokem, kaj je politika, predvsem jasno, zato rabiš neke ideje, skupino ljudi, neke programe, projekcije miselne in gospodarske. Naenkrat je postalo to nepomembno. Nepomembno, ampak to lahko nastane nepomembno samo v situaciji, ko vladajoči mediji pravzaprav sistematično ocenjujejo stranke kot nekaj v veliki meri, kot nekaj zgrešenega in postavljajo ideal novih obrazov. In bralci oziroma gledalci se to sprejmejo. In ko se pojavi nekdo, za katerega mediji tedensko poroča, da je novi obraz in ne pravi, se oddajo njegov glas, svoj glas zanka. No, zdaj, ko ste v to aktualno stopili, tu se kaže moč medijev, recimo, sploh v politiki, ne? Če bo šlo tako naprej, kot zadnje 2-3 tedne, lahko že danes povemo, kdo bo zmagovalec volitev, recimo, ne? In brez medijev gotovo ne bi bil, ne? Ja, veste kaj, ampak ne so mediji pa paradoksalno lahko odigrajo potrebu celo vlogo. Če iz nekoga naredijo mit, je zdaj ta mitska figura bo čim močnejša, čim manj časa bo opazana. Skratka, če bi nastopil en teden pred volitvami, bi recimo kratko zmagal.
ker se spet pove vse razljubi in pa tudi. Če ima pa pred sabo še en mesec dni, povem, da bo mogel kandidat kar nekajkrat nastopiti. Vsakič bo postal zakančen, to je realna oseba, bolj banalna in vsakim nastopom bo zgubil neke svoje avle in ni tak, ki mu je bil naprej pripisan. V tej situaciji pa mediji sami po sebi s tem, da ko začnejo opazovati, ko začnejo predstavljati nekoga, sprožijo pa ti dragocen vpogled soočanja z realnostjo. Skratka, ko ne govorimo več o mitu, ampak govorimo o realnem kandidatu. Če lahko mogoče dodam pri tem, zgodila se nam je ena zelo dvoličnost v slovenskem medijskem prostoru, prav pri primeru zadnjega enega pač od kandidatov, ki mu kaže najboljše na volitvah. Kajti, če se spomnimo še 2-3 tedne nazaj, ko je nekdo ponujal mandatarje v državnem zboru, smo vsi želeli izvedeti imena, kdo so ta imena, ki podpirajo tega mandatarja. In imeli smo ime in ta človek nam je pač gospod Vogrin dejal, da je pač moramo zaupati in je to. Vsi mediji so se iz tega norčevali. Vsi smo to postavili pod vprašaj in čisto vse. Danes imamo samo eno osebo, ki bi lahko dobila po zadnjih anketah okrog 30 poslancev, pa ne vemo, kdo bodo ti poslanci, ki nas bodo zastopali. O tem se ne pogovarjamo, tega ne postavljamo v ospredje. To se mi zdi vprašanje, ki si ga moramo, pa niti ne toliko mi, mediji, ki ga bomo gotovo postavili v ospredje, predvsem tisti, ki so v teh dneh odgovorni, da to javno mnenje ustvarjajo. Tukaj je vendar ena naša krivda. Jaz mislim, da ena glavnih krivd medijev so grehi opustitve, kakorkoli vzamemo. Ni krivda v neki aktivni drži, ampak da je te drže ni, da se dostikrat ne naredi tisto, kar bi se moralo, pa se lahko tudi mi posujemo s pepelom po glavi. Verjetno tudi družina bi kdaj v preteklosti in radio Miš in še kot drug moral kaj narediti, da bi preprečili kakšno stvar, da bi na svojo nadzorno funkcijo opravili tako, kot bi se spodobilo. Pa seveda greh opustitve. To je ena bolj takih zadev, ki se jih niti ne spovedujemo, prav pogosto bi se mogoče novinarji večkrat morali. Morda bi lahko rekli, da mediji ne ustvarjajo družbene patologije, ampak jo servisirajo. Ravno ta primer Demosovih časov, sedanjih časov gre. Če bi tam mediji začeli promovirati naredno stranko Milana Kučana in tako naprej, ne bi medijem nasedlo, zato ker ljudje takrat, če niso bili toliko zmešani oziroma so vedeli, kaj hočejo od politike. Tako da jaz bi rekel, da ta greh opustitve je povezan s tem, da se gre po liniji najmanjega odpora in se servisira pač neke prevladujoče silnice v družbi in zdaj so silnice take, da je potreben masija, v katerem se ne sme preveč sprašvati, ker če hočete biti bran medij, ne nam iluziji razbijati. So pa osrednji mediji doslej pripravili ljudi, da lahko sprejemajo take anomalije. To pa je. In tudi zanimivo od tega razmišljanja, ko je bila omenjena ta stranka, zanč včeraj nekaj sem zasledil, da je ta možakar že govori o tem, da prodaja premoženja državnega in pa problematično in tako naprej. In tukaj smo tukaj, si ti omenil, da mediji ne morajo biti krivi za brezposelnost in tako naprej, ampak tukaj je povezava, tukaj se sklene krog. Če ne moramo bolj iz tega socializma, kar naprej se potem tukaj stvari povežejo in se odgovornost medijev banalizira tudi do take skrajnosti. Čeprav je tukaj treba povedati, da kljub vsemu za nas, ker nismo čisto vsak dan, jaz na primer nisem profesionalen novinar, se mi zdi, so politiki kljub vsemu, oziroma je politika še bolj na udaru kot mediji, politiki so še prej krivi, mediji. To, ki je želel povedati. Država je kriva, politiki so krivi. Na medije se še bolj spomnijo razni politiki, ki so lik na udaru. Mislim pa, da ljudje te percepcije nimajo, da so mediji krivi. Ker če bi bili to kritični do medijev, bi bilo verjetno lažje. To pomeni, da so manj motivi, da se ne pustijo berati kamorkoli. Alen, ti si urednik informativnega programa. Edini tukaj na nek način dnevnika vsak dan morate pripraviti toliko in toliko poročil. Na kaj ste vi pri tej uredniški politiki posebej pozorni? Po čem se razlikujete, ne vem, od Radia Slovenija? Posebej pozorni smo na tem, da na našem programskem sestanku oziroma informativnem sestanku zjutraj ni pogosto prva tema aktualna politika,
ni prva tema prepiranje med strankami, ampak prvo pogledamo, kar se dogaja znotraj katoliške cerkve, bodi si v Sloveniji, bodi si v svetu. Predvsem v Vatikanu vidimo, da imamo papeža, ki ima na dan 2, 3, 4 dogodke, da ga komaj da spremljamo. To so pač prve zadeve, ki jih nekako sami dorečemo oziroma jih pokrivamo. Potem pa seveda ostale dnevne zadeve. Poskušamo biti čim bolj hitri pri informiranju, seveda pa strogo pri nas ločimo informacijo, obveščanje od komentiranja. Pri nas, ko je komentar, ga tudi napovemo, bodi si, če je v sklopu informativne oddaje, napovemo, da je pač dogodek ali bodi si danes Patrio, primer Patria, včeraj ankete komentiral za naš radio ta pa ta. Tega njegovega komentarja ne vključimo kar tako v prispevek, da je pač to neka adakta. Sam se pač trudim to ločiti, je pa predvsem kot radio je zadeva danes, naprimer, je bil problem, ko smo odprli dnevno časopisje, na prvi strani enega časopisa je bil dolg članek o kosilu pri enem od škofov, 3 pomladnikov. Potem so pač mediji, seveda poslušalci to videli, začnejo, poslušalci zelo hitro reagirajo, posebej, če jih kaj zbode, slišali so oglas, da je to bilo, vi pa o tem nič ne poročate, vi pa o tem nič ne govorite. Tako da tukaj pa so včasih zadeve, ker poslušalci, eno je, če je časopis tedenski ali pa če je to, ko pa si dnevnik, pa poslušalec o tebi hitro terja odgovor, ki pa ga tudi pogosto, kar se tiče cerkvenih zadev, pač ne moreš dati. Volitve boste pa tudi gotovo spremljali. Seveda bomo volitve spremljali, pripravljamo soočenja. Poslušalci so že nekako sprejeli, da povabimo tako tiste, ki so bližje njim, kot tudi druge. Imamo pa težavo, da se ponavadi tisti, ki niso poslušalcem pogodu, veliko bolje pripravijo na soočenja, kot se pripravijo tisti, za katere bi pričakoval, da se bodo. Zadnji eleganten primer je soočenja, ki smo ga imeli pred referendumom v arhivih, kjer sta 2 zagovornika zakona prišla na oddajo, ker mi, da ne bo pomote, mi vsakemu gostu pošljemo vprašanja en dan prej, ali pa vsaj isto jutro, dopoldne, vsa vprašanja in scenarij, kako bo oddaja tekla, kaj bo kdo vprašal, vse. In v tej skoraj 10-letni zgodovini sem se naučil, da nekateri vztrajno pridejo z mapami, opombami in za vsem, nekateri pa z niti s piltkom in to se je pokazalo, da nimo poslušalci so klicali, bili so zvedeni po zadnji oddaji, ker naprimer zagovorniki referenduma oziroma nasprotniki zakona niso znali jasno povedati, zakaj glasovati proti oziroma zakaj ne glasovati za. To je problem, s katerim se srečujemo. Gospod Kovač, kakšna je pa uredniška politika časnika, recimo, katerega prispevka ne objavite? To se še ni zgodilo, da tega prispevka ne bi objavili, zato ker avtorstvu ne povabimo takega avtorja, ki bi lahko napisal tak prispevek, ki ga ne bi objavili. Ampak je pa res, da je zelo široko. Bolj rigorozni smo pri komentarjih, pa niti ne toliko zaradi sporočil samih, kot zaradi vulgarnosti in prostaškosti in vseh drugih zadev. Jaz sem sam izkušen, da en od poskusov sabotaže neke medijske drugačnosti je zmeraj čez te spletne komentarje. Pri nas se zdaj pri časniku to umirilo, ampak v začetku smo bili deležni res divjaških napadov in tudi preprosto odprl sem WordPress 2-krat na dan in pobrisal vse, kar je bilo. Imam tudi osebno izkušnjo, ko sem pred 9 leti začel pisati za Finance. V bistvu sem bil deležen še 2-3 mesece malo bolj pozorno obdelave preko komentarjev, pa par hate mailov, potem pa pač ta naboj nekako
mine. Zdaj, kar se tiče uredniško, časnik je poseben medij na nek način, ki je nastal zato, ker je lahko nastal. Ne. To mi je najboljši razlog, mogoče bo kasneje še več prilike za to, ampak preprosto, če se zberejo ljudje, če da spletni magazin prostor piscem, ki podobno mislijo, potem je glavna naloga vsem našega časopisa, da se pravi Janja Drnovška, da res pripriča avtorje, da bodo tako pogosto, kot so se obvezali, tudi pisali. Glede na to, da Brano še zmer raste, je v tem kar uspešen. Vi imate, če se ne motim, napisano, da ste neodvisen. V kakšnem smislu? Ja, v tem, na nek način, v tem, kar smo zdaj razlagali. Zame, jaz sem bil prej nekaj takih, sem bil opazovalec pa nekih drugih medijskih projektov in zame največje prekletstvo vem za tak medij, pa v teh razmerah so fiksni stroški. Ne. In ta časopis ima minimalne, oziroma spletni časopis ima minimalne fiksne stroške in zato smo lahko neodvisni, ker če se bo še potem kaj govorili o tej pluralizaciji medijske krajine ali karkoli, glavni problem tega je ekonomski problem. Samo ilustracija, predvsem omenjen ni raziskovalnih novinarjev. Ne. Dva raziskovalna novinarstva sta v zadnjem letu izgubila službo. Ne. Kot jaz vem, še zdaj nimate službe. Ne. Tako da nekako raziskovalni novinarji niso iskano blago, iz kakšnih razlogov lahko pač vsakem popustim za špekulacijo. Ne. Hvala. Gospod Kosoved, vi ste tudi urednik spletnega portala Kritika konzervativna. Čestitam za pogumno ime. Danes je konzervativno vedno nekako slabšalno. A ste vi mogoče, zakaj ste sploh ustanovili portal? Časnik ne odgovarja dovolj na ta vprašanja? Časnik mislim, da je in res ena izmed boljših stvari na desnici, ker se je zgodila v zadnjih letih. Gotovo, tam ni dvoma. Zakaj se je to ustanovilo? No, če gremo na ime Kritika konzervativna, res opazili smo, da tako na levici kot na desnici noben noče biti konzervativen, zato smo rekli, bomo pa mi, ne? Bomo pa mi prevzeli to napso, ne? Ustanovili smo, oziroma ideja je bila že stara, ko recimo na desni ni bilo še časnika, ni bilo še takih medijev, ki bi vprašanja kulture, politike obravnavala, kako bi rekel, nekaj bolj tak, torej da ni časopis, da ima komentarje, eseje. Nekako potem skozi leto, to smo z Lucem Lisjakom, to je že 6-7 let nazaj, je stara ideja. Potem je to nekako padlo v vodo zaradi večjih razlogov, nekako predvsem zaradi časa. In letos smo, koliko recimo po zimi, zimi 2013, sva se nekako odločila, da je čas, da nekoliko bolj udarno vstopimo noter v medijski prostor, predvsem zaradi tega, ker smo takrat opazili, da na desnici predvsem politični diskurs globoko degradira. Globoko degradira v časopisih in v sploh temu, kar bomo govorili mogoče o pluralizaciji medijev, da se dogaja diskreditacija na desnici določenih avtorjev, določenih politikov in tako naprej. Zaradi tega smo se nekako odločili, da skočimo noter z nekim čisto drugačnim pristopom. Torej s pristopom, ki je bolj lahkoten, ki je manj napadalen, bolj piker, ampak bolj sarkastično piker, ne ciničen in ne diskreditatoren. No, to je nekako potem nekaj mesecev še trajalo, da smo nekako se sestavili ime, no. In se kritika konzervativna izhaja iz ideje, prišla preko poljskega časopisa Kritika politična, ki je v bistvu
leva skupina, levičarska skupina, ki je v 90-ih letih nastopila proti stari levici in seveda proti porejoči desnici. Mi smo nekako tudi hoteli tako pristopiti, da recimo, to je tako. Kot tudi eden izmed naših zgledov, ki je The American Conservative, ena boljših spletnih časopisov konzervativnih ameriških, ki je tudi nekako nastopila v Bushovi administraciji kot kritika Bushovega republikanizma in kritika recimo liberalizma. Nekako smo poskušali vstopiti v ta prostor, no, in ga nekako kreirati. Zakaj tudi? Naša želja ni postati zgolj desni medij, konzervativni medij. Naša želja je nekako prikazati v taki čestrtovski manjeri, recimo, prikazati v urbani populaciji, mladi populaciji, da je tisto, kar bi rekli konzervativna politika, desna politika, liberalna politika, nekaj normalnega. Nekaj, kako bi rekel, nekaj, kar se ga ni treba baviti, ker pri nas je prišel ta diskurs neoliberalizem in Janša, ki so dve taki megli, s katero lahko zameglimo vse konkretne pobude in vse kot so razumne razmišljanje. No, tako. Naša želja je in tukaj ciljamo nekako proti postaviti neke vrste standard mlajše urbane populacije. Zaradi tega tudi recimo izbira načina, mi smo izbrali tako imenovani ta mobile first, kot se reče, torej način medija, ki ga lahko beremo preko telefonov, preko iPadov, ki se ga lahko kjerkoli bere, ne rabi se ga kupiti, ne rabi se imeti računalnika, ampak nekako na